Dobrodošli na ciklu Reflektor, na katerem poskušamo vsak mesec reflektirati družbeno aktualne tematike in to prvi četrtek v mesecu. Z nami je danes profesor dr. Aleš Črnič z Katedre za kulturologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, pa tudi z Centra za proučevanje religije in kulture. Aleš, lepo pozdravljen in hvala, da si se odzval v vabilu. Danes bom spregovorila predvsem o tem, kako različno predvsem na Zahodu spremljamo, se odzivamo, imamo odnos do krščanstva in islama, ki sta načeloma dve religiji, izhajata iz istih spisov, iz istega področja. Za začetek, sam si mi pred pogovorom rekel, da s tem, kar bom začela, je vprašanje za cel letnik na faksu, ampak poskušava za začetek samo postaviti neke temelje. Zakaj nam je ljudem religija v načeloma danes že, sploh v Sloveniji, ki je ena bolj ateističnih držav na svetu, zakaj nam je religija še vedno tako pomembna? Gre tukaj za stvar navade, tradicije, gre za razlago sveta, gre mogoče za pritisk družbe. Zakaj je to še vedno nekaj, kar nas je sposobno tako po eni strani povezovati, kot po drugi strani razdvajati? Dobro večer, hvala za vabilo. Lepo je biti spet tle, v knjižnici, ki se trudi delati neke dobre stvari. Ne mogoče vprašanje za začetek. Zakaj? Ne vem zakaj. Vem, ampak rabi meni semester razložim, tako kot sem ti povedal že prej. Več razlogov je, zakaj religija ostaja pomembna. Ostaja pomembna zato, ker je pač zgodovinsko so institucije religije močne. Cerkev je stara institucija, rimsko-katoliška cerkev je najstarejša še delujoča globalna institucija in ima moč. Ima resurse, ima moč, ima najstarejšo diplomacijo in to s pridom uporablja. In zato lahko vzdržuje svoj pomen in tako naprej. Seveda, to ne bi nič štelo, če ne bi tudi ljudje bili tako narejeni. Mislim, da smo antropološko tako zgrajeni, da potrebujemo, mogoče ne nujno, zagotovo ne nujno religijo, samo v klasičnem pomenu besede, ampak iščemo smisel. In religije odgovarjajo na iskanje smisla. Na zelo različne načine, različne religije, in to se seveda v našem svetu, ki se blazno hitro spreminja, ki je povezan, globaliziran in tako naprej, se tukaj dogajajo velike spremembe. Danes smo ljudje religiozni na zelo različne načine. En velik del ljudi ostaja religioznih na te stare klasične načine. Tudi v Sloveniji še zmeraj imamo približno polovico prebivalstva, ki izraža, ko jih vprašamo, takšno drugačno pripadnost rimsko-katoliški cerkvi. Ampak tudi v tej polovici jih je kar veliko, ki jih malo bolj podrezamo, kaj pa zares počnejo, pa v kaj verjamejo, vidimo, da sploh ne verjamejo več te glavne dogme, nekateri, ampak vse drugo in tako naprej. Ta druga polovica pa na razne načine. In še zadnji stavek tega nemogočega vprašanja, v religiologiji kot znanosti, kritični vedi, ki na znanstveni način, humanistični in družboslovno poskuša razumeti ta nemogoč pojav, religijo, se zadnjih nekje preloma tisočletij, se pravi zadnjih 25 let približno, se zelo veliko pogovarjamo predvsem o tem, a je religija sploh dober koncept. Smešno za neko disciplino, ampak zato, ker ta koncept je zelo problematičen, zato, ker smo si ga zmislili zahodnjaki in smo ga bolj ali manj na silo nasadili tudi na druge kulture. Ko Japonce vprašaš, običajnega Japonca, ki nima zelo veliko stika z zahodnjaki, si ti religiozen, katera je tvoja religija, ne bo znal odgovoriti. Pa imajo religijo, več ni zares, ampak na čist drug način, kot imamo tukaj mi. Tako da ljudje zmeraj iščemo smisel, stvari, ki so nam pomembne, tako smo antropološko zgrajeni, da pač potem neki ti kulturni sistemi se postavljajo, ki nam potem, ki imajo moralni kontekst, stvari, ki so dobre, pa ki niso dobre. In zdaj skozi zgodovino so to večinoma počele religije, danes pa še marsikaj drugega. In zato, kot sem rekel, je danes veliko nekih načinov duhovnosti, ki običajno človek rekel, pa se to sploh ni religija, ampak vzamemo malo distance, pa malo globoko gremo, pa pogledamo sliko, recimo, pa vidimo, da pa upravlja neke funkcije, ki jih je dolga stoletja upravljala religija, pa kaj drugega zdaj. Popkultura, na primer, je na nek način v nekaterih vidikih, predvsem za mlade urbane zahodnjake,
opravlja neke funkcije, ki jih je stoletja prej upravljala religija in tako naprej in tako naprej. Tako da to vprašanje je zelo zamuštrano, zamešano in tako, ampak če pa pogovarjamo o krščanstvu in islamu, o zahodni kulturi in o islamskih kulturah in o zahodnih kulturah, bo vam malček zložila temu, pa bo mogoče malo lažje, ker gre za bolj tradicionalne religije. No, se, ti dve religiji, ki ste recimo tudi na našem prostoru nekako zelo prisotni, vsaj delno se nam zdi, da ja, če ne drugega, islam v zadnjih nekaj desetletjih je postal mogoče bolj prisoten že zaradi beguncev iz Bosne, ki so se v večji meri v 90-ih priseljevali k nam. Ampak takrat, recimo, se mogoče do tega prideva še kasneje, še ni bilo takega trenja, kot smo ga potem kasneje doživljali. Po eni strani se zdi, da če imamo tukaj dve religiji, ki izhajata iz istega področja, iz istih svetih spisov, samo da eni priznavajo nekatere, eni pa malo več njih, kaj v bistvu je tisto, v čemer se razlikujeta? So to res samo, recimo, je to samo nova zaveza? Se samo v tem razlikujeta? Ali gre danes mogoče tudi v smislu prakticiranja te religije? Najprej v Sloveniji zares se glavni val prihoda muslimanov ne zgodi v 90-ih po vojnah, ampak se zgodi v 60-ih znotraj iste države, Jugoslavije, kjer je Slovenija kot najbolj razvit del te Jugoslavije, najbolj razvita republika, načrtno in sistematično privabljala ljudi, predvsem iz Bosne, za tisto industrializacijo, ki je v tistih letih zelo močno potekala. Tako da takrat se zgodi glavni val. Muslimani imamo že prej, ampak zdaj 60. in potem 70. leta takrat, to je glavni val. In potem nov val se zgodi seveda v 90-ih, ko že ta manjšina, bošnjaška večinoma, sprejme potem veliko število beguncev ob teh vojnah, ob razpadanju Jugoslavije. In od takrat se, in potem en del tistih ostane, v zadnjih letih se najbrž povečuje, nimamo dobrih podatkov več, ne vemo čisto za točno koliko je muslimanov v Sloveniji, ker je to težko vedeti. Tudi ko je bil popis prebivalstva še terenski, na ta zadnjem tako nismo smeli več o tem spraševati, to je tudi eno zanimivo vprašanje. Je Ustavno sodišče presodilo, da sta dve vprašanji, na katera nam ni treba odgovoriti na popisu prebivalstva. Eno je nacionalna pripadnost in drugo religijska pripadnost. Če so to občutljivi vprašanji, religijska pripadnost je pač stvar religijske svobode, ki vključuje tudi svobodo, da se o tem ne izrekam. In mi ni treba tega povedati. Pa tudi tisti, ko so povedali, je tako malo čudno postavljeno vprašanje, pa kaj to zdaj pomeni, pa kaj ne in tako naprej, tako da ne vemo čisto točno. No? Ampak islamska skupnost je druga največja skupnost, religijska skupnost v Sloveniji, čeprav je veliko manjša seveda kot rimsko-katoliška cerkev. Tam nekje 3, mogoče 4% prebivalcev je muslimanov v Sloveniji. Razlike in podobnosti, krščanstvo, islam, to je dobra konstatacija, da gre pač za isto družino, da gre za isto tradicijo. To pogosto pozabljamo, sploh v današnjem času, ki je spet tako izrazito anti-islamističen, da je pač judovsko-krščansko-islamska tradicija ena tradicija. Gre za abrahamske religije. Sveti spisi so seveda različni, oziroma judovstvo in krščanstvo si delita tako imenovano staro zavezo, kot rečejo kristijani, kar je judovska Tora, Pentateuh, Peteroknižje. In to vemo, pač Jezus je Jud, ki ga potem skupina Judov prepozna za tistega napovedanega odrešenika, Mesijo, in potem iz tega nastane, iz judovstva kot sekta, nastane krščanstvo in se potem razvije zelo hitro in raste. Pri islamu je rahlo drugače. Prerok Mohamed v 7. stoletju, v začetku 7. stoletja našega štetja, živi na arabskem polotoku v neki oazi, v kateri sta zelo močna judovska in krščanska skupnost. In potem začne nekega dne, pride z gore Hira, kjer je meditiral in naznani, da ga je nagovoril nadangel Džibril. Džibril je arabsko ime za nadangela Gabriela in mu je začel narekovati Božjo besedo. Mohamed naj bi bil nepismen in potem to so zapisali drugi po njegovem nareku in potem je to trajalo nekaj časa in on hodil meditirati in mu pač Bog razlaga, da ga je izbral za novega preroka in tako naprej. In tako nastane islam. Ti zapisi so nova sveta knjiga, Koran, ki je samo islamska.
In Koran pač vključuje večino prerokov judovskih in krščanskih. Ne? Kot smo rekli, abrahamske religije so Ibrahim je Abraham, ne? Musa je Mojses, Isa je Jezus, ki ga seveda ne priznavajo kot Božjega sina, ampak kot Božjega preroka, ki ga sem kristjani niso dobro razumeli. In zadnji pač ne bi bil Mohamed. In potem razlike so tukaj seveda je kar nekaj. Ne? Je pa pomembno, njih pa toliko, kot se nam danes zdi. Skratka, islam in muslimani niso zelo radikalno drugačna kultura, ki so vsem diametralno nasprotni od našega načina življenja, kot je to prevladuje v splošni javnosti na Zahodu. Ne? Ampak gre za res za isto tradicijo. Gre za nekaj, čemu je Aleš Debeljak rekel, ne? Moj pokojni mentor, prijatelj, profesor in tako, da se antagonizmi, ta nesoglasja in strah in spori in ta strast, negativna večinoma med muslimani in zahodnjaki, ki traja že 1000 let približno, ne izhaja iz tega, ker smo si tako zelo različni, ampak zato, ker smo si tako prekleto podobni, ker gre za, kot je rekel Debeljak, za spor v isti družini, za spore v isti družini. In notraj družini najhuje seveda. Se ravno to, odkje ta spor pravzaprav izhaja? Ravno to, krščanstvo je bilo preganjano, ker se je odločilo malo drugače spremeniti tradicijo judovstva. Potem tukaj imamo pojav islama. Kdaj se začneta torej krščanstvo in islam pravzaprav nekako boriti med sabo? Je to že ravno zaradi tega, ker so oboji poskušali na istem ozemlju malo drugače govoriti o pravzaprav istih vprašanjih? O krščanstvu ne bi zelo šel v globine, ker nam bo zmanjkalo časa za temu, ki jo imamo, ampak zanimiv je ta obrat. Krščanstvo je na začetku v Rimskem imperiju so pač preganjani, ja. Potem pa je ta zanimiv obrat takoj v 4. stoletju, ko najprej postane krščanstvo dovoljena, potem pa kmalu zatem, kaj 381, se mi zdi, uradna religija Rimskega imperija, v trenutku začne ta skupnost, majhna skupnost kristjanov, ki potem raste, začne to, kako so njih preganjali, začne še bolj intenzivno preganjati vse ostale. Rimski imperij se spremeni, postane monoreligijski, veliko bolj monokulturen kot prej. Nek nenavaden obrat, ki očitno ni osamljen, kar žal vidimo v naših časih prekleto dobro s tem, kaj počnejo Judje v svoji državi. Ne? Kako so Judje, ki so v bistvu 2000 let skoraj, tako ali drugače preganjani, ki doseže težko predstavljiv vrh v holokaustu v 20. stoletju in kako potem, ko po koncu druge svetovne vojne, v veliki meri tudi zaradi izjemne slabe vesti Zahoda, dobijo državo Izrael ne na prazni deželi, ampak tam, kjer so že ljudje, ki so tam tudi živeli že stoletja in tisočletja, kako začnejo sami to, kar se dogaja njim početi tudi drugim, kar doseže vrhunec zdaj v tem genocidu, ki smo mu priča. Zdaj, na srečo ne sedimo v Nemčiji, ampak v svobodni Sloveniji in lahko to rečem, ker če ne bi, ne vem kaj, tudi kolega mogoče zgubil službo, čeprav se ne bi sekiral, zato ker me je povabil, jaz pa tudi imel težave, ker bi to rekel. Ker živimo v nekih čudnih časih, ko se enih stvari ne sme izreči. Islam in krščanstvo, ta dolga zgodba, zelo dolga zgodba, seže več kot 1000 let nazaj seže. Skratka, islam nastane v 7. stoletju, 622 je tako imenovana hidžra, takrat se Mohamed umakne iz Meke v Medino in to je začetek islamskega štetja, 622 po našem koledarju. In potem se bliskovito širi islam. Ne samo zato, ker so vojaško izjemno uspešni, tudi zato. Islam se začne širiti takoj z vojaško uspešnostjo, ampak tudi, in v nekaterih pogledih lahko rečemo, predvsem zato, ker ima islam očitno neko privlačnost. Skratka, muslimani so neka majhna skupina, ki zelo hitro rase in zelo hitro zauzema ozemlje, zelo hitro se širi. In samo vojaška spretnost ne bi bila dovolj, ker ti lahko zauzameš ozemlje in pa greš naprej, ampak kaj polka ostane. Če ti ne dobivaš novih pripadnikov, ki jih ne dobivaš samo strahom in jih ne podkupuješ, ampak jih dobivaš tudi, ker imaš neke ideje, ki so očitno privlačne. In islam je imel in še zdaj ima veliko nekih privlačnih elementov. In v tem smislu
uspešna kultura. Ne? Ampak ti prvi stiki, ne? Prvih 100 let stikov širjenja islama, ki se srečuje z kristjani, predvsem s temi vzhodnimi kristjani, ne, tam dol. Ne. Takrat je že rimski imperij že razpadel na vzhodni in zahodni del in tudi krščanstvo se potem razcepi in je že vzhodno krščanstvo z centrom v Konstantinoplu, kasnejšem Carigradu, ne, zahodni pa rimski in tako naprej. Skratka, vzhodni kristjani se srečujejo, tukaj na zahodu nimamo kakšnih stikov. Pa tista poročila, ki prihajajo že takrat, in to imamo tudi zgodovinske in tako, niso nič kaj strašna. Tako, ne? Pač so neki, ja, so nesoglasja, se ne razumejo, tudi kakšni spori so, ampak nič skozi groznega ni. Ne? 100 let kasneje približno, ne? 711. pride Tarek ibn Ziyad v Španijo, na Pirinejski polotok. Ne? Zato, ga povabi, eden od krščanskih lokalnih monarhov ga povabi, ki se nenehno mecava krščanski, kar po kristjani ni zares, ne? Neka nesoglasja in bitke in tako naprej in vidi, da je na oni strani Gibraltarja nek močen in tako naprej in ga povabi, da mu pride pomagati in potem zmagata seveda, ampak je Tarek ibn Ziyad tako uspešen, da se malo razširi, po svoje naredi zadeve. 711 se začne, 8. stoletje, ne? Približno slabih 100 let po nastanku islama in potem zelo hitro cel današnji Pirinejski polotok nastane nekaj, čemu rečejo Al-Andaluzija. Al-Andalus je neka taka povezava nekih kraljevin ali pa entitet in tako naprej muslimanskih. In se tam razvije neverjetno cvetoča civilizacija. O čemer danes ne vemo skoraj nič. Mislim, vemo, tle v tej hiši imamo, tako gremo, za 3 minute nam date, da Marito mi preneseva knjige in vse tukaj piše, ampak ko gremo po ulici, ljudi spraševati ne vemo pa o tem nič, ker je to del vladajoče ideologije. Ne? Ker se takrat prvič, pač se, ko začnejo, ne še toliko na Pirinejskem polotoku, ker so tam postali še tisti visigoti, gliševe kristjani pa to, ampak potem, ker so tako uspešni, ti Arabci grejo tudi čez Pirineje v Frankovsko kraljestvo, tam pa so ta pravi kristjani, takrat se začnejo nekako spori. Ne? Ampak še zmeraj so pač muslimani samo še eni od barbarov. Nevernikov, barbarov, tudi Slovani smo bili barbari, na isti način. Niso še tisti grozni drugi, to, kar je danes. Ne? To se zgodi pa še 100 let kasneje, še malo več kot 100 let, v drugi polovici 9. stoletja. To je prelomnica zelo pomembna zgodovinsko. In bom nehal s temi predavanji zgodovinskimi, ampak to, ne, skratka, dobrih 200 let po nastanku islama šele se pojavi en papež, imamo Janez VIII, ki začne namenoma procese ustvarjanja krščanstva kot politične skupnosti. Ne samo kot duhovne skupnosti, ampak politične skupnosti in to načrtno in namenoma počne na način antagonizma proti muslimanom. To je začetek zares koncipirane Evrope kot ideje. To so samo zametki, sploh še ne govorimo o Evropi daleč od tega, tako on začne. Ne? In takrat se začnejo ti procesi, ki so načrtni, kulturni procesi, ti grozni muslimani, strašenja in tako. In potem traja še nekaj časa, ne, do začetka 11. stoletja, da pride do križarskih vojn, ki potem to afirmirajo. Ne? In potem še naprej do 15. stoletja, in to pa zelo dobro poznamo na teh ozemljih tukaj, s tako imenovanimi turškimi upadi. Ne? Ko 1453 Mehmed Osvajalec, predstavnik Osmanske dinastije, zavzame Konstantinopel, sedež, drugo nogo, vzhodno nogo krščanstva, ne? Sedež vzhodnega krščanstva, takrat do konca pride do tega, da se tudi običajni ljudje prvič, Evropa, da Evropa to če ni za reči z beseda, pa tako, ampak da se čutijo na nek način podobni ljudje po evropskem kontinentu, podobni v tem, da imamo skupno religijo, ki nas ogrožajo ti drugi, ti muslimani, ti Turki. In o tem vemo v Sloveniji kar veliko, še danes učimo o turških upadih, kar je normalno, to je zgodovinsko težko obdobje in tako, ampak problem je, kako poučujemo o tem in poučujemo na zelo selektiven način, ne? In na ta način skratka tudi obnavljamo stereotipe in tako naprej o teh groznih Turkih in v ljudskih pesmih je to ostalo in tako. In potem to počasi peljemo vse do današnjih časov. Potem je pomembna naslednja prelomnica, je kar nekih, ampak zagotovo je ta glavna 11. september 2001, to je simbolni začetek našega tisočletja, našega stoletja, ko se vse skupaj prelomi, ko po
napadov islamskih fundamentalistov na Združene države Amerike, takratna Bushova administracija, George Bush mlajši, se ga še spomnite, ne? Prosti, če tukaj samo malo ostavim, da se vrnemo še kasneje. Vrnimo se še malce pred to, recimo v 70. leta 20. stoletja. Po eni strani sploh dan danes že mimi, slike na spletu nam kažejo, poglejte, kako je izgledal afganistanski parlament tedaj, ne? Veliko žensk je bilo. Poglejte Iran pred revolucijo, kjer so ženske, tako kot povsod drugje po ostalem svetu, v takrat zelo popularnih mikrokrilcih plesale na hipijevsko ali neohipijevsko glasbo. Ampak hkrati Hollywood je pa v tistem času že predstavljal arabske, predvsem bližnji vzhod arabske kulture, ponavadi kot tiste, ki so barbarske, ki pravzaprav ves čas samo kričijo eden na drugega, nihče normalno ne govori. In a je ta reprezentacija tega, tako rekoč drugega, če smo mi ti prvi, ne, kamor se naši junaki hodijo boriti, da jih potem ti barbari napadajo, a je ta reprezentacija drugega posledica ali vzrok nečesa, kar je recimo sploh eskaliralo potem z 11. septembrom in je recimo neka klasična medijska reprezentacija danes? Oboje je, ne? Na nek čuden način. Ne? Kaj star antagonizem je, ne? Muslimanov se bojimo od počasi od 9. stoletja naprej, od križarskih vojn še posebej in od turških upadov še bolj. Potem pride ta 11. september in se to samo izkoristi. Bushova administracija, ki je zares krščanska, fundamentalistična administracija, Bush je konvertiran kristjan, ozdravljen alkoholik, narkoman, ki je ponovno našel Boga in tako naprej. Ne? Tako da, ampak ti procesi so pomembni, o katerih sprašuješ, ne? Ta tip kulturni procesi drugačenja, kot rečemo, ne? Othering je v angleščini, drugačenje. So kulturni načini, kako potegnemo črto med nami in med njimi. Ne? In za Evropo so temeljni ravno procesi drugačenja napram muslimanom, ker smo, kot sem rekel, smo v 9. stoletju začeli. Tomaž Mastnak je pri nas v tem napisal izvrstno knjigo že konec 90-ih in potem kasneje je šla v Ameriki in tako. Mogoče še naslov? Ja, kristjanstvo in muslimani se mi zdi, da je naslov, ne? Ker opiše te procese zelo dobro. Ne? Se konstituira cela Evropa ideja skozi dolga stoletja, da pridemo do tega, da sploh začnemo imenovati to Evropa, se konstituiramo večinoma na način per negacionem, na način to, ne to, mi smo to in to in to, ja, mi smo kristjani, ampak to, kar nismo, skratka, ne? In kaj nismo, ja, muslimani nismo. V tem smislu so muslimani tisti drugi z veliko začetnico za nas. Ne? In so ti stereotipi zelo stari in zelo živi in samo dobivajo različne dimenzije. Ne? In potem, ko smo pač premagali Turke in uspeli zadržati, potem ni bilo več toliko težav, dokler na arabskem polotoku ne najdejo nafte. In tukaj imamo nobenega dvoma ni. Kajte, razlogi za antagonizme med zahodnimi kulturami in islamskimi kulturami niso v religiji. Religije so zlorabljene, uporabljene za procese drugačenja in tako naprej. Ampak razlogi so zmeraj geopolitični in tako naprej. Kakor nafto imamo, ne? In tukaj se pa začnejo zadeve naprej. Da je temu prekleto res tako, je mogoče ena dejstvo 11. september. 19 islamskih fundamentalistov ugrabi tista 3 letala v Ameriki in 2 se uspešno, ne, grozno, zaletijo v tiste stolpnice, dvojčka, njujorška. Mislim, da so bila celo 4, eno je. Mogoče celo 4. Enim je uspelo narediti nek upor, pa so padli nekam stran. En so padli, tam pred Pentagonom še, pa 2 dvojčka. Ja. 19 teroristov, islamskih skrajnežev, od teh 19 jih je 15 iz Saudske Arabije. Saudska Arabija, 15. Pa še en iz Egipta, pa 2 sta iz Emiratov, pa še en iz Libanona, ki je že vse. Ne? Ampak 15 od 19 iz Saudske Arabije. Se spomnimo še, ne? Kaj je bila reakcija Amerike? Ne? Kdo je bil grozni krivec? Koga so napadli potem? Koga? Irak. Sekularno državo, Irak. Ne? Stokli Bagdad, med drugim tudi danes Bagdad je prah in pesek. Bagdad, kjer so sredi 8. stoletja ustanovili hišo modrosti in s tem začeli tako imenovano islamsko zlato dobo, ki je trajala med 8. in 13. stoletjem, ko so bile islamske kulture daleč bolj napredne
kot pa vse kulture na Zahodu, ki smo jih poznali. Daleč bolj. Ko so v Londonu in v Parizu še, ne vem, zdravili potujoči brivci, ki so znali naravnati kakšen zvid gležen, pa kakšno kost in tako naprej, ostalo se je pa zdravilo z molitvami, ne, so v Bagdadu že operirali sivo mreno. In tudi zares v Evropi, ki danes rečemo pač na Andaluziji in tako naprej in tako naprej. Ne. Kajte, nekaj, česar na Zahodu sploh ne poznamo. Ne. Ja, ne bom z imeni in tako naprej. No, ampak ja, skratka, ta Bagdad, hiša modrosti, 8. stoletje. Kar nekaj časa preden smo v Evropi izumili univerze. A ne? Kaj je hotel? Kaj je bil Harun al-Rašid, veliki tisočine na noč in tako naprej. Veliki kalif, ki je to naredil v svoji moči, ampak je ustanovil hišo modrosti na način, da je zbiral vso obstoječe znanje, do katerega so lahko prišli. Vse knjige iz perzijske, indijske, katerekoli tradicije. To je bila ideja. Ne? In ta je žlahtna ideja knjižnice, ne? Ki jo danes komaj da poznamo. Ne? Nuk ne bi bil nekaj takega za slovenske razmere. Ne? Zbiramo vse, kar pač imamo v slovenščini. Pa že celo zgodovino neodvisne slovenske države nismo mogli nove stavbe zgraditi. Tako da to tudi nekaj pove o naši kulturi. Kot je pove hiša modrosti o islamskih kulturah. Danes je tam prah in pesek, cel jak in tako naprej, ker smo ga zahodnjaki, in rečem smo, me to boli, ampak ni nič napačno, smo ga tudi mi, ker smo tudi mi podpisali Vilensko izjavo, po katero smo se strinjali, da imamo dokaze, da Irak, sekularni Irak, ja, po diktatorjem Sadamom Huseinom, jasno, da ga nočemo braniti in tako, ampak vendarle ima orožje za množično uničevanje in ga je treba odstraniti in tako, kar se je kasneje izkazalo za čisto laž, pri čemer je tedajni zunanji minister Dimitrij Rupel tudi potem še večkrat ponovil, da bi danes še zmeraj naredil isto, kljub temu, da to vemo, ampak to je že neka druga zgodba. Ne? Skratka, kaj ima to veze z islamom in krščanstvom in tako naprej? Zakaj je Amerika zbombardirala Irak, ne pa Saudske Arabije, odkoder je prišla velika večina teroristov, ki ima danes eno najbolj, če ne najbolj nazadnjaško, surovo obliko islama, ker danes sekajo roke za najmanjše prekrške, ker ne kamenjajo prešušnike, ker ubijajo ljudi in tako naprej in tako naprej. In ne vem, a je naključje, da smo nedavno imeli to zloglasno Novo Jalto srečanje med velikima diktatorjema Putinom in Trumpom, ki bosta prinesla ta veliki mir v Ukrajino, ravno v Saudski Arabiji. Ne? A ima to res veze z religijo in kulturo ali s čim drugim? Ne? Ja, tukaj zagotovo, verjetno pa tukaj je bil sploh ta razumevanje medijev in zloraba represije ravno na podlagi tega, da imamo končno lahko na nekoga pokažemo s prstom, mu damo vse te identitetne oznake, ravno na tem, kar se recimo danes, mislim, da še vsak dan bolj potencirano kaže, v smislu te identitetne politike, kjer se ukvarjamo predvsem s tem, kaj kdo je, ne kaj kdo dela ali kaj kdo misli. Se mi pa zdi, da mogoče bi bilo smiselno tudi spregovoriti tukaj o vzroku. Ne? Tukaj govorimo o fundamentalistih. Verjetno vsaka skupina na svetu, družbena skupina, ima svoje ekstremiste. In tukaj govorimo o skupini nekih ekstremistov, ki jim je uspel nek velik načrt. Pogosto pa se potem vprašamo, zakaj potem prihaja do tega ekstremizma še pred tem. Ne? To je bil, se pravi, drugi Irak, če se ne motim, takrat po 2004 naprej. Je bil že drugi Irak. To je bil drugi, to je bila se pravi, ali je bil, kje se je ta srd teh ljudi, ki so odšli v napad, pravzaprav že začel pojavljati. Je bilo to ravno zaradi tega, ker so jih medijsko predstavljali, ko so prišli na Zahod in so se jih vsi malo izogibali, že prej kot poglej jih teroriste, ali gre tukaj res za to radikalizacijo, naprimer na primeru rdečih mošej, ki jih je CIA, če se ne motim, sama vzpostavila za to, da bi radikalizirala svoje borce za boj proti Rusiji, takrat v Afganistanu. Pa so potem, namesto da bi se učili Koran, so se ga učili na pamet, ne pa ga interpretirali in podobno. Od kje je torej prišlo do tega srda?
zakaj je prišlo sploh do tega napada? Ne? Danes tako ali tako eni pravijo, da je bil insceniran, glede na to, kako se je porušilo vse skupaj. Amerika se je izmeraj vpletala na različne načine, če sam tukaj še dodam. Skratka, ja, in te rečemo še in Afganistan, zgodba Afganistana. Ne? Šlo me ime. Kaj je bil, se upravičujem, čisto banalno je, ampak glavni islamski terorist je bil Osama bin Laden. Ne? Osama bin Laden je neposredni produkt CIA. Oni so ga, njega in njegovo skupino so ga predtem, preden to postane, oni so ga usposabljali vojaško in tako naprej. In je bil njihov zaveznik v tistem času, ko so imeli Rusi težave v Afganistanu, in to pasalo in tako. In to je samo ena od številnih zgodb, ne, ki govori o tem, da moramo za razumevanje pač teh domnevno kulturnih nesoglasij in konfliktov in tako naprej, domnevnega spopada civilizacij, ta problematična knjiga, ki je neštetokrat bila zelo prepričljivo uvržena, pa še zmeraj v praksi prekleto dobro živi, da moramo gledati v širše geopolitične, strateške, ekonomske spremenljivke, ne pa zgolj religijskih in tako. Zakaj, odkot? Ja, pač dolgo je to nesoglasje, ampak v tej sodobnosti pa zagotovo ima pač velik del razloga tiči v deželi, ki se je reče Palestina. Ne? Ta dvoličnost Zahoda, ki je pač, kot smo rekli, po drugi svetovni vojni dodelila Palestincem, pa dodelila Izraelcem državo na ozemlju, kjer so pač dolgo časa živeli Palestinci, in potem način, kako je Izrael ves čas od samega začetka eklatantno kršil vsa pravila, vse mednarodne deklaracije in se širi in širi in širi in se širi pač na različne načine pod različnimi voditelji. In to, kar danes doživljamo, je pač vrhunec tega. In to, kar doživljamo, je religijski fundamentalizem, učbeniškega tipa. Ne? Religijska sedanja izraelska vlada, to ne pomeni vsi Izraelci, zato se ponavadi vzdržim tega, da bi rekel država Izrael in tako, ampak sedanja oblast izraelska, ne? Upravičuje ta svoja radikalna, neverjetna grozodejstva, ki jih počne, eksplicitno z religijskimi argumenti. Zelo pogosto citirajo, celo serijo imamo citatov, raznih ministrov citirajo Staro zavezo, ne? V kateri ta starozavezni, ljubosumni in maščevalni Bog podeli svojemu ljudstvu, izbranemu ljudstvu, Judom, to zemljo, ne? Kot sveto zemljo. In ko imaš pač takšno transcendentalno utemeljitev, potem se da, upraviči, če tako velika grozodejstva. To je tista znamenita Žižkova, zdaj pa že kar nekaj let s tistim člankom, enim razboru, spet koliko zna razboriti javnosti, tako kar pravi, pač tista znamenita teza je, ki je v Dostojevski enemu od bratov Karamazov, mislim, da ali v Zločinu in kaznice, ne vem. Skratka, ta znana je, ne? Če Boga ni, potem je vse dovoljeno. Ne? Žižek pravi, nasprotno je, ni nasprotno. Poglejte, šele ko je Bog, šele ko je Bog, potem ljudje počnejo neverjetne stvari, ker imaš ti domnevno, transcendentalno utemeljitev, imaš ti prav in vsi ostali narobe in zato lahko narediš glih, kar češ. Tudi ugrabiš letalo in se zaletiš v stolnico, ker imaš prav. Brez tega ne more biti. Ne? Pravi, to je to. Ne? Tako da je ravno obratno, religije so, Žižek malo radikalizira, ker on to zna, to zelo dobro, ampak so tudi problem. To vemo, seveda, religije so super, dobrodejne za posameznike, družbe, skupine, tako naprej, lahko so to tudi problem, zato jih moramo preučevati v celovitosti. Ne? In tukaj skratka tudi povezava z moralo in tako naprej. Ne? Tukaj Žižek dobro potegne po, ne? Pravi, zdaj kaj je ta religijska, a je res religija osnova za moralo? Tudi v Sloveniji slišimo, še zmeraj, danes pogosto, ne? Se brez Boga ni morale, kako pa veš, kaj je prav, kaj je narobe in tako naprej. In Žižek sprašuje, kakšna morala je to? Če imaš ti Boga, ki se ga bojiš, da če boš kaj narobe naredil, jih boš dobil, pekel, karkoli že, če boš opriden, boš pa dobil nagrado, a je to morala ali je to ena osnovna preračunljivost? A nima morala to, če ti veš, kaj je prav in kaj ni prav, zato ker veš in si pripravljen iz neke globokega vedenja in tako. In potem seveda se imamo od razsvetljenstva naprej, pa to se vemo, se imamo vse Kant utemeljil že, pač, filozofske temelje človekove morale, ki je lahko tudi brez religije in tako naprej. No. Ampak še danes imamo, tudi v Sloveniji te debate, ni tako redko zares, da slišimo, ja,
kaj zdaj, to so ti proticrkveni in se to pa nič ni, ne? Kako bo morala brez Boga? Se tudi postavlja vprašanje, glede na to, da so spisi isti, da so preroki isti. Ali gre za istega Boga? Odvisno, koga vprašaš, ne? Zagotovo ne gre za istega Boga, mislim, ali pa tudi. Zdaj, jaz kot religiolog lahko samo pač te povezave vidim, jih preučujem in pač lahko povem, da gre za isto tradicijo, ne? Zdaj, kaj pa je isti Bog in kaj ni, kaj misliš s tem, ko rečeš istega Boga? Odvisno, koga vprašaš, ne? Kdo bi rekel ja, kdo bi rekel pa ne, ne? Jaz sem že bil udeležen kritik, ko sem o teh stvarih pisal in tako pravi, kva govori, noč ne vem, kakšen isti Bog, to je čist neki drugega. Ja, se vem, se razumem, različne interpretacije so se razvile, različne koncepcije tega Boga, gre pa za to, da je nedvomno je to sorodna povezana tradicija, to lahko rečem kot religiolog, ne? Da gre za istega Boga, pa ne bom rekel nikoli, ne? Kot religiolog tega ne morem reči, ne? Potem pa je tukaj, ne? Če govorim zares kot strokovnjaka, ne? So ta vsa vprašanja zelo komplicirana, ne? Odvisno, koga vprašaš, ne? Večina Judov, kristjanov in muslimanov bi rekli, da seveda ne, da gre za zelo drugačnega Boga. Mnogi med njimi bi rekli, da gre za radikalno drugačnega, kjer pa kot religiolog lahko hitro pač najdeš argumente, zakaj pa vendar ne gre za tako radikalno drugačnega, no, ampak da gre za sorodnega, da gre za isto tradicijo, ampak okej, ne, drugače ga razumemo, drugače ga pač morate tako. Zdaj, pogosto pri religijah pravzaprav govorimo o nekih podobnih načelih, ne? Če pogledamo sam tekst, ne pa potem institucij, ki so se ga iz tega razvile in pogosto tudi zlorabile določene tekste, ideje in tako naprej. Lahko vidimo, da veliko je govora o ljubezni, strpnosti, solidarnosti. Potem pa se recimo zgodijo prve velike migracije, prihodi po balkanski poti, kjer, ko si ravno že omenil turške upade, sem sama pomislila, sploh po medijskih reprezentacijah, da se tako ljudje so se med sabo začeli pogovarjati, kot tudi mediji so začeli tako pisati, kot pravzaprav ljudje, ki so ostali brez vsega, ravno zaradi nekih vojn, ki jih je zanetil vzhod na njihovih področjih, in so začeli prihajati brez vsega, se pravi, nihče noče zares oditi po navadi od doma, oni pa so šli več tisoč kilometrov hoditi, pustili družine zato, da bi sami zaslužili, da bi lahko cela vas po možnosti tam živela, in so o njih začeli pisati kot o turških upadih. Se pravi, oni so ti nekaj drugega, neki muslimani, ki prihajajo, oni nas bojo napadli, pač gre za nek napad. Kje je bila tukaj krščanska solidarnost? Zelo dolg odgovor spet na več delov tvojega vprašanja. Super vprašanje imaš. Za semester postaviti. Najprej eno opozorilo, ne? Niso vse religije enake. Religije se med sabo razlikujejo. Vsaka religija se znotraj sebe razlikuje. Je krščanstvo in krščanstvo in krščanstvo in krščanstvo, nešteto krščanstvo. Tukaj moramo malo paziti, ne? A je res, da so vse religije v svojem bistvu dobre? Vse religije učijo konc koncev isto, pogledamo. Nekako malček je šlo v to smer. Mislim, da nisi rekla tega, ampak lahko bi tako razumeli. Vse religije učijo ljubezen in etiko in tako naprej. Ja in ne, odvisno. Starozavezni Bog, na katerega se sklicuje današnja fundamentalistična izraelska oblast, ki izvaja genocid nad Palestinci, ne, je ljubosumni Bog, spoštuje enega Boga in je maščevalni Bog. Če ne, pobit. In kdo zdaj je vzel v roke Staro zavezo? Ta knjiga je krvavica, to je hardcore scenarij. Že sam naredil en genocid s potopom, ne? Ja, tudi, ja. Ne? Ampak tam je eksplicitno, če pa ne, tisti, ki pa ne sprejmejo mene za tvojega Boga, pa poklad, pobit in tako naprej in tako naprej. Kaj zdaj pomeni prva Božja zapoved ne ubijaj? A ne? A je univerzalna zares? Ni. Ne ubijaj Juda pomeni, ne ubijaj pripadnika skupnosti. Ne? Skratka, nekatere religijske etike niso univerzalne same po sebi. Ne? Potem nastanejo in tudi mnogi Judje že skozi zgodovino in danes seveda jo razumejo univerzalno, tudi mnogi kristjani, krščanstvo tako prinese revolucijo. Ne? Krščanska revolucija je fascinantna stvar. Če uspemo malček vdihniti pa pustiti aktualne, pa politične, pa zgodovinske, pa križarske vojne, pa širitev z ognjem in mečem in tako, ampak čisto konceptualno, ne, Jezus, ki pride in se temu starozaveznemu Bogu, maščevalnemu,
ljubosumnemu Bogu, ki terja zob za zob in oko za oko, zoprstavi z ljubeznijo. Pravi, ne, Bog je ljubezen. Kakšen zob za zob? Bog je ljubezen. Ljubi svoje bližnje in svojega sovražnika. Ko ljubiš, pa je konc. To ustavi nasilje. Ne? To je nora ideja, ki ima neverjetno moč. Koliko pa potem tisti, ki najbolj goreče širijo krščanstvo s zgodovino in vse do danes, to živijo na ta način, je pa drugo vprašanje. Jaz poznam nekaj krščanskih skupnosti, ki to počnejo na noro, neverjetno uspešen način. In veliko več takih, ki ne. Kot sociolog ugotavljam, da povsod po zahodnem svetu merimo in ugotavljamo, obstajajo empirični podatki, to drži kot pribito, da tisti, ki so kristjani, bolj ko so verni kristjani, bolj ko so zavzeti kristjani, bolj so nestrpni do drugačnih. Predvsem to velja za katoličane. Ne? To se vidi. Skratka, nekaj je. Ne vem, imam neke hipoteze, zakaj, ampak ni to pomeni, nekaj se dogaja. Skratka, ta neka dvoličnost je. Ne? In v tem smislu dejstvo, da ko se je 2015, mislim, se zgodi tisti tako imenovani begunski val, kot neka naravna metafora, in tako, ko ni nič naravna, sprožili smo jo mi, ko smo začeli spet to drugo vojno v Iraku in tako naprej, vse to in razsuli vse te nekatere Afganistan, tam se je preomenili, pa mislim, Irak, kakšne države so to gledali tako. In seveda uničili možnost za normalno življenje in zdaj pa seveda jih nočemo in tako naprej. Da so bili tisti, ki so bolj konzervativni, ki so bolj povezani z religijo, s krščanstvom, bolj odklonilni. V tem smislu niti ni takšno presenečenje. Ne? Se pa ni tako, kot se ta begunski val ni zgodil sam po sebi, kot naravna metafora, kot nevihta, ki pride in gre, ker je pač tako more biti. Ampak je tudi to, skratka, ni naravno. Je ti izjemno močni negativni sentimenti proti muslimanom in islamu in tako naprej so tudi kulturno in umetno skonstruirani. Ja? Trump ni od včeraj. Pred Trumpom so bili Trumpi, v Evropi smo imeli Berlusconija, pa še stojno druge in tako naprej. Skratka, gre za neke stare procese, ki že zelo dolgo, že zelo veliko desetletij krepijo te populistične ideologije, ki so osnova teh sodobnih desničarskih populističnih politik. Ne? Ki počnejo kaj? Ki zbujajo strah. Strah je najmočnejše čustvo, ki pravi ljubezen, najmočnejše, tako naprej. Ljubezen je fajn, Jezusova ta revolucija je nora. Mislim, če komu to uspe, je odrešen, da se mu ne more zgoditi. Ampak je težko. Strah pa imamo evolucijsko, tle v tem starem delu možgane, pač hitro se prestrašimo, ker pač smo tako naredili, da preživimo. Ne? In je ljudi veliko lažje prestrašiti, kot pa jih navdušiti za kaj in tako naprej. Ne? In to vedo populisti, že zelo dolgo. In obstaja ta starodavne, to je tudi rekla, ti si rekla, ne, pokazati na nekoga s prstom, super si rekla. Ne? To je nek zelo starodaven mehanizem, predbiblijski, v Bibliji tudi omenjen in tako naprej, imenujemo ga kaj, pač, kako že žrtveni kozov, ne, kako že. Skratka, najti nekoga, ki je kriv za vse, ne, domnevno. In potem hitro ljudi prestrašiti pred njim, ga nahujskati na ta način kanalizirati vse te negativne v njega in tako naprej in na ta način nekako neko olajšanje skupnosti prinesti. Super je, zakaj? Zato, ker se ti ni treba zares ukvarjati z strukturnimi velikimi težavami, pred katerimi se nahajamo. Ne? Danes živimo v prekleto zahtevnem svetu, ki gre k vragu. Ne? Vse ste videli, ravno kaj smo se odločili, da moramo začeti vsi vlagati v orožje, ker pač res so ta močni fantje postali zlobni in nas res ogrožajo. Jaz ne vem, če sem totalni pacifist, ampak ne vem, mogoče pa res moramo kupiti orožje, ker če ne se nam ne piše dobro. Ampak ste opazili tudi, da smo v tem času vsi nehali govoriti o ekologiji in o zelenem prehodu. Ne samo ti naši pogovori, pa faks, pa ne vem kaj, ki je pošel denar vse v orožje in tako naprej. Tudi zeleni prehod hkrati pa je že tukaj kataklizma ekološka. Vse smo videli, kakšne imamo poletja, pa ne vem kaj, pa poplave, požari in tako, ne smo videli. Skratka, noro je. Ne? Mi imamo neverjetne, težke naloge, kako moramo spremeniti način, kako pridobivamo energijo kot človeštvo, kot države in tako naprej. In to je težko, to zahteva znanje, to zahteva sodelovanje, to je treba tkati in tako naprej in delati in garati in ne vidijo se rezultati vsake 4 leta, ki so volitve in tako naprej. In je to en klinc, če ti hočeš biti uspešen politik.
Veliko lažje je reči, oni grozni so, vidite kakšna je. Ne, zaradi nje smo, a veste, zakaj imamo države, hitro se tako izmislimo in tako naprej. In tukaj smo pa ljudje antropološko to narejeni, da je veliko lažje. In ker živimo v svetu, ki je vse manj da na razmislek in na intelekt, nam nič ne pomaga, če te žlahne institucije, v kateri danes eni sedimo, hvala lepa, knjižnice, vsebujejo vsa znanja, ki so potrebna, da bi živeli drugače. Ljudje ne verjamejo v to. Ne verjamejo. Ker je populizem preveč učinkovit. Ker znanje nič več ne šteje. Pa tudi zato, ker ne učimo zares otrok, se ne učimo zares jih razmišljati. To je že ena druga tema zares. Ne učimo zares. Naše šole so super, seveda, obvezne šole, ampak matematiko jih dobro naučimo in ta tip razmišljanja. Ne? Pa mogoče tudi to ne dobro, ampak jih učimo in je super, je, da veste, seveda, šola je razsvetljenska pridobitev, da veste, nujno mora biti obvezna in tako. Ne? Ampak za razumevanje narave, tehnologije, kako to funkcionira, to je matematični jezik in to začnemo učiti v prvem razredu in učimo dokler hodijo ljudje v šolo in tukaj smo kar v redu. Ne? Teh naših medsebojnih mehkih odnosov, to, kaj smo ljudje, kako stvari grejo in tako naprej. Tukaj pa je jezik filozofija, ki to osnovni in potem vse razvijemo iz tega in tako naprej. Tega pa nimamo. A je filozofija v osnovni šoli? Na srednji šoli. Na gimnazijah je 1 leto, zadnje leto. Skratka, mi ne učimo mladih pripadnikov naše družbe razmišljanja. Jih ne učimo, res ne. Hkrati pa smo, ne vem, kdo je bil eden od teh velikih imen, kdo je že rekel, da pač vsak je zase pripričan, da je ena stvar, ki mu je pa res ne manjka in to je pamet, razum, intelekt. Vsi smo pripričani, da znamo razmišljati. Pa to naj ne zveni preveč ošabno, no, ker pač ne vem kaj. Ne. Jaz mislim, da ne. Razmišljanje je potencial, ki ga imamo ljudje. Eni malo več, eni malo manj, vsi smo malo bolj talentirani za eno, eni za drugo, eni so bolj za tek, eni so bolj za igrati šah in tako naprej, normalno je. To so vse potenciali. In tudi razmišljanje je potencial, ki je tukaj. Ni pa samo od sebe, da se kar razvije, če ga ne neguješ. In tisti, ki ga ne negujejo, ne znajo razmišljati. In hitro padejo na to foro, lete, kakšna je, ona je kriva, a vidite? In če sem znam 3 stavke obrniti na hitro, vas bom takoj nahujsko na njo. Razen tistih, ki so se naučili razmišljati. In potem trenirali razmišljanje, ker je težko. Danes sem imel prvoletnike, pa sem jim razlagal, kako je pač, vse vem, zoprno, pa sonce sije, en tek se treba prebrati, ampak treba se je naučiti. In to je dober del tega študija, to je luksus. Mi smo privilegirani, ker to lahko počnemo, naučiti se bomo morali, kako brati te tekste, zato ker imajo smisel. Tisti, ki vam najbolj krčijo, da je to, kar počnete, najbolj nekoristno, ne? Ta FDV tako delati. Cel semester se pogovarjate, kaj je religija, mislim, da pejte reč delati, ne? Tistih se je treba najbolj bati, ne? Ker za to gre. Kajte, jaz mislim, da imamo v celotnem zahodnem svetu silovit problem. Ne razumem, kako smo zašli kot civilizacija tega, da ne učimo otroke tudi filozofije, od 1. razreda naprej. Filozofija za otroke obstaja, obstajajo centri, ki to počnejo in znamo to delati, ampak nikjer ne zares v šolah in tako. Mislim, tako kot od 1. razreda naprej imajo 5 ur matematike na teden, bi morali imeti tudi 5 ur filozofije. Primerno, starosti, nivo in tako. In mislim, da če bi to naredili, bi bilo prekleto težje tem populistom nas tako furati, ki nas furajo. No? Ja, sej, potem pa pridemo, recimo, do nekam, kjer naj bi ljudje razmišljali, pa čeprav nekateri malo bolj manipulativno, drugi malo bolj kritično, recimo do sodobne politike v Sloveniji, kjer imamo, recimo, imeli smo zelo zanimiv, mislim, da se lani točno to začelo dogajati, in sicer zelo zanimivo situacijo. Se pravi, stranke, ki se umeščajo na bolj desni politični pol, so kot to počnejo že nekaj časa, govorila o tem, potrebno je, ne vem, celo izbrisati, izvreči begunce ven iz države po principu tega generacije identitete in teh idej, velike zamenjave, češ ne bojo nas oni tukaj zamenjali v Evropi, mi jih moramo najprej izbrisati. Se pravi, govorimo o neki dosti veliki, v Sloveniji ne tako veliki skupini ljudi, ki je delovno sposobna in je že tukaj in si želi delati. Hkrati je potem ravno stranka, ki se sama umešča na levi politični pol,
in nima strategije, se v resnici tiste na desnem polu bolj ukvarjajo z migranti kot tiste na levem polu, se pravi, nima strategije ukvarjanja z migranti, kaj šele odgovore na vse vprašanja. Nevladne organizacije učijo slovenščine migrante že kot nek ta začetek, ki ga vsi ostali učitajo, češ ne znajo govoriti slovenskega, kako pa naj se naučijo, če te možnosti sploh nimajo in jih vsi mečejo ven iz svojih institucij, ker se jih bojijo. In smo potem imeli ravno, se pravi, ministra leve stranke, ki je, namesto da bi tukaj našel rešitev problema, da sploh ne govorimo o tem, da ta problem, zakaj za določene službe ne dobijo dovolj delavcev, je ponavadi prenizka plača, s katero ne moreš tukaj preživeti normalno zaradi visokih najemnin, zaradi višine cene hrane. In potem ta minister na levi politični opciji kot predlog za to, da se ta slabo plačana delovna mesta zapolni, predlaga, da se uvozi nove migrante, ki tukaj še niso, in jih pripelje sem in so načeloma bolj sprejemljivi v narekovajih na tem prostoru, čeprav jih tukaj sploh še ni, in bi jih iztrgali od družin, čeprav so te, ki so že tukaj se sami podali na to pot in se že žrtvovali za družine, ampak naj bi bili tukaj primernejši, ker so katoliške vere. Govorimo o Filipincih najbrž. Ja, so že tukaj in njihovo število potencialno raste v zadnjih 2 letih. Ja. Dolga tema je. A ni noro, a ni skizofreno? Popolnoma jasno je, res je popolnoma jasno, demografska slika je jasna, statistike so jasne, mi na zahodu, posod na zahodu, in Slovenija je med tistimi, ki imamo večje težave s tem. Skratka, staramo se. Premalo otrok imamo, staramo se, nič ne pomaga, ker so desničari na oblasti, ker so imajo ideologijo družine, pa tako, pa karkoli naredijo, nič več otrok nimamo. Pač ne, ker je, tako pač je. In to velja za cel zahodni svet in tako. Ne? In ful je enih del in opravil, ki jih nočemo delati, in jih nači nočijo in tako naprej. Ne? Danes imamo celo serijo branč, panog, kjer ne dobiš delavcev, a je tako? Ne? Gostinstvo je, mislim, šepa. Jaz poznam poznam eno izvrstno gostilno, ki ni bilo nobenega razloga, da pač bi crkva in tako naprej, ki so jo zaprli samo zato, ker niso našli delavcev. Nazadnje sem imela en intervju, če smem, z bivšim someljerjem ene od gostilan Ane Roš, kjer so imeli isti problem, kljub temu, da je plača tam višja. Pa skrbstvena nega. Pa tukaj govorimo o popolnoma, kako se reče temu, dostojnih službah, ki niso služenski in tako. Kaj pa, kdo pa nam odnaša smeti, kdo pa nam, ne vem kaj, kanalizacije čiste in tako naprej, posod po svetu, kakorkoli gremo in tako. Ravno smo neki smučali na Kronplacu. Kdo od tam, kak pogleda, kdo tudi v zadnji pol, kaj se, a nasončiš, pa to pa pogledaš v kuhinjo, pa za kuhinjo, kdo nosi smeti in tako naprej. Vsi so temni, a ne? Ker so na soncu. Skizofreno situacijo imamo. Ne izide se nam. Tudi po neoliberalni logiki, po ekonomistični logiki se nam ne izide. Te krivulce, ki jih rišejo demografi, zelo hitro nam, ne bo se nam išlo. Ne bo za penzije. Kot tisti, ko so pametni, dajo odpoved, pa ne računajo na penzijo. In kljub temu, ne samo, da nič ne naredimo, populistična desnica povsod zelo aktivno, zelo dobro si detektirala problem, zelo aktivno preprečuje vsakršne programe integracije. Program integracije pomeni, da imaš nek program, ki prideš od koderkoli že, da mu pomagaš, da se otrok upiše v šolo, da najde službo, da se nauči slovenščine in tako naprej. Ne pa da kričiš, kot pri nas, na zavodu za tujce, na unih upravnih enotah, piše liste gor, tukaj govorimo slovensko. A ni noro? Mislim, malo je smešno, ampak ko se smijemo na zraven boli, ne, in nočemo in tako naprej. Ker nočemo tega in desnica tega noče. Zakaj noče? Zato, ker bi izgubila to prikladno manipulantsko temo. A ne? Mi pa to rabimo. Zares. Tako da, to je noro. In nimamo nobenih programov, ja. Skandinavci jih imajo kar nekaj, pa tudi tam jih imajo premalo. In potem seveda, kadarkoli se kaj zgodi, zmeri se kaj zgodi, seveda potem so prvi, ki kričijo, ja, pa ne govorijo slovensko, pa ne socializirajo se, pa grozne so, pa tako, radi so pa vse naredili za to. Vse veste, ne? Tem
nevladnim organizacijam, ki zadrobiš prostovoljno, počnejo stvari, ki so neverjetno dragocene in tako naprej, in tako vzamejo finance. Kaj je naredil Trump ravno, kar vse to je zaprl, ne? Kaj je naredil Janša? Vse tudi gledamo kampanjo, ki jo ravno kar vodi in tako naprej. Nevladniki so seveda eni najhujših in tako naprej. Takoj bi treba vse vzeti, ker na vaš račun afne guncajo, ali kako že in tako naprej. Skratka, gre za načrtno preprečevanje. Ne samo, da nič ne naredimo, načrtno skrbijo, da se ne bi slučajno kdo integriral. Pričem je to samo morimsko, ker tudi oni rabijo penzije, vse ta naša družba ne bo šlo, ne izide se. Takrat nekaj se bo zlomilo na nek način. Ne. Tako, to je ta schizofrena pozicija. Če pa že, pa ne bodo tisti, vse obstajajo, vse so promocije, vse obstajajo firme, ki promovirajo te nove migrante, ki pa so nam prijazni, ker so nam kulturno bližje. In ta artikulacija, to je treba analizirati, ta diskurs, je tista, ki pokaže točno to. V čem so nam bližje v Bogareveži? Ker so pač katoličani. Pravijo, da ne delajo problemov, so tihi, neproblematični delovni. To sem videl nekje napisano. Kakšno vlogo ima pa cerkev pri tem? Odvisno katera cerkev, odvisno kje, kar kompleksno. Slovenija konkretno, ne? Na tem primeru. Ja, tukaj žal moramo ugotoviti, da je rimsko-katoliška cerkev zmeri do tega, uradne strukture so ali zadržane, ali pa eksplicitno svarijo pred tem. Ne? Imamo kar nekaj takšnih in drugačnih izjav vodilnih predstavnikov. Najbolj se je tukaj izkazal v debelih narekovajih bivši mursko-soboški, sedanji novi koprski nadškof, s temi. Eksplicitno je poudarjal, da gre za načrtno zaroto. 2015 je bil tisti begunski val, načrtno zaroto centrov, ki so protikrščanski, ki hočejo uničiti naš način življenja in zato načrtno spodbujajo te migracije in zato moramo seveda jih vse ustaviti in jih poslati nazaj in tako naprej. Gre za neko popolnoma kratkoročno ideološko zmoto in tako naprej. Pričemer, ne še to dodam, ne še to povem. Skratka, jaz se strinjam s prvim delom tega, oziroma takole, jaz se strinjam z intenco, da je treba braniti naš način življenja in evropsko kulturo. Mislim, da ga je treba. Pa je to krščanska kultura? To je dobro vprašanje. Jaz mislim, da je tudi krščanska kultura. Ampak tukaj se skriva zares zrno. Zato si pač motro potisnil na sem. Mislim, da evropske vrednote so še zmeri, tudi danes, ker vidimo, kam lezemo in tako naprej, je v Evropi še najbolj živa ta humanistična tradicija in te vrednote so v redu. Problem imamo, ker smo nedosledni tukaj s človekovimi pravicami, imamo problem tako, ker smo tukaj dvolični, ker smo takoj za Ameriko, skratka, takoj, ko gre za pravice drugih, se obnašamo drugače kot do nas in tako naprej, ko podpiramo Guantaname in Abu Ghraib in vse te vojne, potem nam seveda nišče ne verjame in tako naprej, Ampak mislim, da so to žlahne ideje, dobre ideje, samo v Evropi se še trudimo za to in še za marsikaj drugega. Zato mislim, da je evropski način življenja absolutno vreden truda in obrambe in je zato treba kaj narediti. Zdaj, tvoje vprašanje je naslednje. A je to krščanska Evropa, ker to misli škof Štumpf, ker reče, naš način življenja, krščanska Evropa in tako. In jaz odgovarjam, da, seveda je krščanska Evropa. Ni pa ekskluzivno in izključno samo krščanska Evropa, še marsikaj drugega je Evropa. Kaj vse? Kaj je evropska kultura? Ja, tudi pred krščanstvom je bilo, kaj antika je bila, grška filozofska misel, tradicionalna, rimska pa in tako naprej. Pa tudi po krščanstvu. Dobrih 1000 let so nas malo potisnili v neko enoumje in tako, ampak je nekaj preživelo, nekaj novega se je rodilo počasi, pol s protestantsko revolucijo, pa pol naprej. In pa pridemo do renesanse najprej, pa pol humanizem in razsvetljenstvo, razsvetljenski prelom. To vse je dediščina Evrope. In kaj se zgodi v tem razsvetljenskem prelomu? Zares se zgodi na podlagi nekaterih krščanskih idej, to vse drži. Imamo dobre knjige, ki kažejo, kako je tudi ideja človekovih pravic, ta sodobni individualizem in tako naprej temelji v krščanski kulturi. To drži, jaz mislim, da to drži. Ampak to ne pomeni, da so bile cerkve tiste, ki so promovirale te ideje naprej in tako, ampak je bilo pogosto ravno obratno. Razsvetljenstvo, razsvetljenski trg se zgodi na višku pač v francoski buržoazni revoluciji, kdaj 1789, kako že, se zgodi clash, ko zares
zahodne, te evropske kulture zrinemo končno tisočletni, več kot 1000 let traja, v 4. stoletju postane krščanstvo uradna religija rimskega imperija in potem gremo v tisti srednji vek in tako. Zrinemo cerkev in ne samo cerkev, cerkev kot institucijo, ampak tudi nasplošno to paradigmo, to logiko, ta način razumevanja sveta, ki je teocentričen, jo zrinemo z monopolne pozicije, ko odloča vsem, ne samo v javnem življenju, tudi v zasebnem življenju, kdo bo s kom spal, pa ne, pa kako, vsem in tako naprej. To se zgodi seveda skozi dolge stoletja trajajoče procese, razsvetljenstvo se prelomi in takrat pridemo do nekega velikega premika. Ne? In to je premik, da se zmenimo, da je okej, če smo različni. In to je velik premik. Ne? Cela teh dobrih 1000 let je treba biti pač kristjan. Postaja prava vera in kriva vera, pravi pogled na svet in pač drugi, ki niso pravi. Ne? Potem skozi te dolge procese, skozi te borbe pridemo do tega, da je pač pluralizem okej. In ne samo, da je okej, da celo je lahko dober, da je lahko boljši in tako, ne? Da lahko bolje funkcionirajo družbe, če so takšne. In to za sabo potegne vse družbe, ki so pač monolitne, vodiš na čisto drugačen način, kot pa pluralne družbe, in tako naprej in tako naprej. In takrat se zares Zahod povzpne, takrat začne biti bolj, se začne bliskovito razvijati in prehiti vse ostale dele sveta in tako naprej. Poleg tega seveda, da to temelji na tem, da smo kolonialno nakradli so bogatstvo in tako naprej. Ne? Ampak ta idejno je pa to tisto, kar je, jaz mislim, da ključen del našega načina življenja in naše kulture. Ja, krščanstvo, to, da kar rečejo krščanstvo, seveda ja, ne pa samo. Tudi islam, mimogrede. Zlata doba islama je izjemno veliko prispevala k zahodni kulturi. Ko je scholastika nastajala in potem, ki pride Tomaž Akvinski in tako naprej, najde Aristotela. Prej ga pozabijo, ne? V začetku krščanstva najde Platona in s Platonom pač duša pa tako. Potem pa Aristotela, ki pa je veliko bolj empiricističen, ki je veliko bolj znanstven v tem moškem pomenu besede, ga pa pustimo. In ga ni. In ga potem najdejo skolastiki kje? V arabskih prevodih. In ne samo prevodih, v komentarjih. Ne? Averroes je latinizirano ime Ibn Ružda, največjega arabskega komentatorja Aristotela in tako naprej. Kratka, že čez to, skratka, skozi to so islamske kulture, najbolj v Andaluziji, ampak ne samo tam, pomembno prispevali k temu, da pride potem do renesanse in še do česa v Evropi in tako. Skratka, tudi islam je ena korenina evropske kulture, ne one grozne nekje tam daleč in tako. Ne? Predvsem pa mislim, da je ključna specifika našega načina življenja je to, da smo se odločili, da je v redu, če smo različni, da je to legitimno in da imamo pravico biti različni. Od tukaj izhajajo človekove pravice, od tukaj izhaja koncept in ustavna pravica do religijske svobode, ki jo imajo pogosto na ustih, pripadniki ali pa uradni predstavniki največje religijske skupnosti pri nas in še kje druge. In tako pa oni pogosto to potem razumejo kot predvsem svobodo za njihove interese in privilegije. Ampak sodobni koncept religijske svobode pomeni svoboda za vse, da so religiozni tako, kot hočejo biti. Ali pa da niso religiozni, tudi to vsebuje. Da pač jaz nisem. Ne puste primeru. In to mislim, da je tisto, kar je srčica našega načina življenja, kar je treba braniti. Ne? In zato mislim, da ja, islamski fundamentalisti so grožnja, proti njim se je treba boriti, absolutno. Ampak tisti, ki v imenu našega načina življenja širijo te strahove in vse mečejo v en koš in svarijo pred vsem temi begunci, ki so lačni in ženi in bogi, ki bežijo ravno pred temi fundamentalisti, ne? Pa mislim, da niso, in zakaj to počnejo? V imenu edinega pravega načina življenja, našega, krščanske Evrope, ne? In tako naprej, pa v strukturnem smislu niso nič drugačni od teh fundamentalistov, proti katerim se borimo. Imamo mogoče na tej točki kdo kakšno vprašanje, komentar? Jaz bi na koncu, če bo čas. Lahko tudi zdaj. Aha, tam le zadaj imamo? Ja, jaz imam vprašanje, kje so končale vse te knjige, ko se je bolj vršil napad na Irak? Če je kaj ostalo, če bi kaj ni bilo,
V Bagdadu tako. Iz te hiše modrosti. Hiša modrosti. Se upravičujem, nisem bil dovolj jasen. To je simbolika. Preveč široko grad, ne sem simbolika. Pač hiša modrosti je bila uničena že veliko stoletij nazaj, ne? To je znak je imel tudi pač ameriške invazije, je imel neko svojo neke knjižnice, pa starine, pa... Ja, knjig je ostalo bolj malo še, ampak ja, seveda. To, kar se je dogajalo z muzeji, to je dobro vprašanje. Jaz ne vem čisto točno, pa postaje neki dobrih dokumentarcev, to, kar kažejo pač, ja, da je bilo veliko pokradenega, prodanega in tako. Številni zbiratelji na Zahodu so se obogatili zbirke s tem. In je pač to del te cele slike, ne, cele širše slike, ki pač kako gre za interese, no, ne pa za res za kulture in religije, oziroma kako gre za uporabo in zlorabo seveda kultur, za to gre za res, ne. Saj veste, vsaka stvar rabi utemeljitev, ne. Prej smo govorili o procesih drugačenja, ne. Nobene vojne ni brez predhodnih kulturnih procesov drugačenja. Kulturni, mislim, v tem širšem smislu, antropološkem, ne. Skratka to, da na nek način ustvarimo zgodbo, ki potegne jasno črto med nami tukaj in med vami tam. Ne. To se zmeraj dogaja skozi neke zgodbe. Da najprej vemo, aha, mi smo mi, vi ste vi. In potem začnemo na nek način skozi drugačenje druge razčlovečevati, ne. Da so pač problematični tako drugače, ne. In potem na koncu jih razčlovečimo in šele potem lahko prepričamo običajne ljudi, da začnejo sekati glave in tako. Ni vojne brez tega prej, ne. In seveda religija tukaj je pogosto priročen pač material za te procese, ne. To smo lahko boleče jasno videli v vojnah ob razpadanju naše bivše države, ne, kjer je med tremi vojskujočimi se stranmi, tam, ko so bile najhujše vojne med Bošnjaki, Srbi in Hrvati, bila edini zares viden, ali pa viden, lahko izpostavljen način razlike je bila to religija, ker gre za jezik, ki je, se upravičujem, isti, gre za lingvistične razlike, ki niso dovolj, da bi to različni jeziki, to, da imamo poleg srbščine, hrvaščine, bosanščine, črnogorščine, ne vem kaj še, jezikoslovno to ni utemeljeno. Politično je pa jasno razumljivo in tako. Spet si prvoščim biti v svobodni Sloveniji in govoriti stvari, ki bi nekje druge stale marsičesa, ne, že prej sem to enkrat počel na začetku. Skratka, težko je bilo, ne, sploh v Bosni je bilo težko, ker je pač ideologija bratstva in enotnosti, kakršnakoli je že bila in tako naprej, je delovala, ne, po 70 letih skupne države, še vnaprej, če štejemo še pred drugo svetovno vojno, tako, ker sicer ni bila ta ideologija, ampak ja, ne, mešani zakoni, podoben jezik, skupna kultura in tako. In potem, ko so se v 80-ih začeli zares ponovno ti nacionalistični procesi dvigovati in tako, ki so ga elite sprožile, ne, spet zaradi čisto konkretnih, materialističnih in drugih ciljev, ne, je bila religija tista, ki je edina lahko potegna zelo hitro to črto, ne, katoličani, Hrvati, Bošnjaki, muslimani in Srbi, pač pravoslavni vzhodni kristjani. Ne. In tukaj je zanimiva zgodba, spet, če gremo še malček naprej, ne, kako so Srbi dolgo časa uspeli jahati na tem starodavnem mehanizmu strahu pred islamom, ne, ki se v srednjem veku izoblikuje antimorale Christianitatis, se reče v latinščini temu, antimorale, predzidje krščanstva. Smo bili tukaj v teh deželjih, se imamo še delno krajino, pa tako, kjer smo branili zahodni svet, ki so Turki prodirali in tako. Ne. Če se spomnite začetkov vojn v Jugoslaviji, so Francozi, najbolj Francozi, pa tudi nasploh Zahod, ne, je dolgo časa kupoval to zgodbo, kako so Srbi tisti zadnji branik pred na Zahod prodirajočim islamom v obliki Bošnjakov. Vsi, ki smo poznali Bosno takrat, smo se lahko samo smejali, ampak zelo hitro je ta smeh zginil, ker jim je to delovalo dolgo časa. Ne? In se potem zgodi ravno obratno zares. Bošnjaški muslimani pred 90-imi so bili najbolj sekularizirani muslimani na svetu. Potem pa se je to radikalno spremenilo. Zakaj? Zato, ker je Zahod pustil Bosno na cedilu, ker je naredil nasprotno, kar je naredil v Ukrajini zdaj. Najbrž tudi zato, ker so Ukrajinci kristjani, Bošnjaki pa muslimani, je rekel, čakaj, to je zdaj konflikt, zdaj moramo biti neutralni, moramo ga zamrzniti, kaj so naredili, embargo so uvedli, to je pošteno.
Ja, super je bilo, ne? 90% orožja je ostalo Srbom, 10% Hrvatom, muslimanom pa nič. Ne? In kaj zdaj? Ne? In tukaj je tudi seveda potem slovenska zgodba, ker so se našli podjetni fanti, ki so potem prodajali po zelo visokih cenah orožje. To imamo knjige napisane o tem, tudi v tej knjižnici so, ne? Pa gospod, ki sicer tako zelo rad toži, pa to za dobro meni, menga ni tožil o tem. Tako, to je tudi slovenska zgodba še zmeri odprta. Imamo trenutno, ne, da imamo je ideja o zakonu, ki bi vse dokumente iz arhivov v tistem času v prodaji orožja odprla in tako. Ampak tukaj ima religija, skratka, ne, imajo pomembno vlogo v tem negativnem smislu. Ne. Se komu porodilo kakšno vprašanje v tem času? Izvolite. Jaz bi vprašal, kaj pa mislite o tem, da islam je recimo relativno prepoznavna religija kot neka nasprotnost s temi obredi, pa 70 devic, pa obrezovanje, pa naprej. Imamo lahko zelo nasprotno, ampak če tako pogledamo, zadnjih 2000 let je pravzaprav krščanstvo samo proti sebi odkrivalo herezije. Že svetim Pavlom piše, dajte se paziti v njih, ker razmišljajo drugače, pa ti, pa potem arijanstvo, pa potem prefrankih, pa potem reformacija proti reformaciji. Vse praktično med samimi kristijani, če tako gledamo, več mrtvih v vojnah, med sebojnih, kot pa proti islamu. Ne? Pa pogledamo Irce, irsko-republikanske, pa Srbe, Hrvate, torej katoliki, pravoslavci in tako naprej. Tega imamo ogromno, bistveno več kot mogoče vojn samih proti islamu, kjer so bili pač Turki, pa Arabci, recimo v Španiji, in še kje. Ampak znotraj samega krščanstva je ta zver, ki nas požira, in smo v bistvu malo oportunistični, ker iščemo nekje drugje, imamo pa soseda, ki je nekaj drugega. Vsi se gre za neke ekumenske zbore, pa so si lepo vsi prijatelji, ko se dobijo različnih religij in koliko se imamo fajn, ampak v bistvu se sovražijo med sabo. Niso, mi imamo prav, ne vi, ti so najhujši nasprotniki, po moje celo hujši kot pa neki islamski bohe, od kje prišli, je tale sosed, ki je zraven, ta ti je najbolj nevaren. Kaj se vam zdi? Ljubi svojega bližnjega. Ja, ljudje smo pač takšni. Ljudje smo zelo kompleksna bitja, ne? Krasni smo, res smo. Ljudje smo zmožni noro dobrih stvari in neverjetno groznih stvari, zmeri znova. In to se dogaja v človeški družbi. In to, kar ste zdaj, se strinjam z vsem, kar ste rekli, ampak govori točno o tem, da religije niso tukaj razlog ničesa. Religije so pač del kulture, ki jih uporabljamo za to, da pač počnemo, kar počnemo, da živimo, da se povezujemo ali pa da se pač prerekamo in pobijamo. Ne? Ljudje smo pač interese zagovarjamo in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Tako da religije so tukaj, ja, v uporabo. Čak, nekaj drugo sem hotel povedati, kaj sem pa že hotel? Ne vem. No, se vi sam krščanstvo, so šiti, pa suniti, pa... To zagotovo drži, vse religije so. Sekte, ki se med sabo pobija, torej v isti, Tako je. isti Bog, isto verovanje, pa se pobija med sabo. To ima... Tako je. Ja, tako smo narejeni. Ne? To drugače lahko poteka na različnih elementih, osnovah in tako naprej, ampak za to gre. Ne? In hitro najdemo razlike ali pa podobnosti. Ne? Zato je pač, ja. In religija je lahko oboje, to je zelo pomembna ugotovitev. Ne? To zelo poudarjamo študenti, pa to poskušam tako. Ne? Religija je oboje. Religija lahko prispeva v eno ali pa v drugo smer. Ne? Ulrich Beck, Lastni Bog, ena dobra knjiga, tudi v tej knjižnici imate, napiše pač knjigo pod naslovom o potencialu religije za, ne vem, za mir in za nasilje, ne vem, kakorkoli že, skratka, se nima veze. Religije niso nekaj dobrega in niso nekaj slabega. Zakaj to poudarjam? Vse to vendarle vsi vejo tako preprosta izjava. Pa ni tako, ne? Takoj, ko začnemo javno se pogovarjati o religiji, nas takoj razdelijo na tiste, ki so za ali pa proti, ali pa za eno, ali pa proti drugi, in za koga se na čigavi strani si. Zadeve so pa neskončno bolj kompleksne. Religije, vse religije, nosijo v sebi potencial za eno ali za drugo. Vse doktrine religije, sveti spisi ali drugi viri doktrin so odprti za različne interpretacije. In v vseh religijah imamo takšne in drugačne interpretacije, bolj fundamentalistične, bolj konstruktivne in tako naprej. In to je pomembno vedeti. Ni bolj in ni manj nasilnih religij. Ni. Empirično ok. V tem trenutku je več islamskih
skrajnežev. Ampak zakaj? Zato, ker islam po sami naravi je bolj nasilna religija. A je res več islamskih skrajnežev? Recimo sama kot ženska mogoče malo bolj občutim tudi krščanski fundamentalizem, ki tudi v Evropi močno zahteva, da se splav ponovno prepove, da se žensko postavi nazaj samo za štedilnik, da lahko samo rojevamo otroke, ker smo samo zaradi tega na tem svetu. Tukaj za nasilje. Mogoče ne direktno kot zdaj poklad vse ženske, ampak gre pa prav tako za izjemno močno nasilje, ki je mogoče na psihični ravni in vpliva tudi na zakonodajalce. Včasih se žal tudi v realno fizično nasilje sprevržuje, ampak ja. Se strinjam, seveda, ampak en zanimiv paradoks se spet pokaže, tako kot človek malo bolj pogleda analitično. Ne? A ni nenavadno in zanimivo, kako se številni tisti, ki sicer vidijo vlogo ženske, predvsem primarno kot rodilje, matere, varuhinje gospodinjstva, in takšnih, vemo, kje so, skratka v konzervativnem polu naše družbe, zelo veliko jih je, ne? In ki podpirajo akcije proti splavu in celo tiste molitve pred klinikami, kjer nadlegujejo fizično tiste uboge ženske, ki ziher ni nobeni fajn, da mora iti tja. Ne? In tako naprej. A ni nenavadno, kako tisti ljudje, ki žensko reducirajo na to domačo vlogo, so pogosto najbolj glasni in izjemno glasni v tem, kako je treba naše ženske obvarovati pred temi groznimi begunci, ki so menda vsi muslimani, ker zatirajo ženske? Ne gre za konsistentno ideologijo, gre za pač za manipulacijo, ne? Tako, fundamentalisti z vseh strani so lahko škodljivi za skupnost. In se zelo hitro najdejo, to je noro, ne? Fundamentalisti različnih religij se zelo hitro lahko povežejo in se najdejo potem skupaj, ker imajo hitro skupni interes. Nekako podobno, kot sta neverjetni smisel in nesmisel, kako so v bistvu nacionalisti vseh dežel tisti, ki se trenutno najbolj združujejo. Mednarodno, seveda. Izvolite. Pozdravljeni, zanimivo. Me zanima, kaj boste odgovorili na moje vprašanje. Kaj s krščanstvom, kako je s krščanstvom danes? Veliko ste govorili o krščanski kulturi. Pri nas v polpretekli zgodovini pride do ločitve države in cerkve. Verouk Bog ne daj v šole, čeprav jaz poznam okolja, ker je v šolah verouk, pač ker ni prostora primernega drugje, pa ker so ljudje mogoče tudi večkrat razumni za neko potrebo prebivalstva. Ampak poznam tudi kar dobro ljubljansko semenišče, poznam tudi kar dobro škofijsko gimnazijo in načrtno že več let hodim po slovenskih cerkvah. Jih je v Sloveniji tam od 2,5 do 3 tavžna. Večina teh cerkva, da se ključim na koncu, je zaprtih. Večina. Samo te večje imajo župnika ali pa nekoga, ki gostuje. 2-3 leta nazaj sem si imel priložnost ogledati ljubljansko semenišče. Tam noter je okrog nekaj manj kot 100 ležišč. Koliko je bilo zasedenih? Povejte mi. Nobeno. 5. Škofijska gimnazija, čudovita za vse drugo še zraven tistega, kar ponuja reden kurikulum. Od teh umetniških in drugih dejavnosti, kjer se dijaki lahko izražajo. Seveda, moja soseda je imela hčero gor, ker pa niso verni, je po prvem letniku obupala, ker ne moreš biti, ker je vseeno toliko prirejen program, da mu ne moreš pametno slediti, če si preveč drugače misleč. Vsak razred ima 5 do 6 paralelk. Župnikov pri nas ni. In kako zdaj mi povejte vzdrževati
da denate mislili, da jaz za kaj navijam, ampak samo sprašujem vas, kako pa nas vzdrževati neko evropsko, katoliško kulturo? Težko. Statistike, ki jih objavlja Rimsko-katoliška cerkev sama vsako leto, ne kažejo zelo jasen trend. Ti trendi so točno takšni, ki jih opisujete. Vse manj duhovnikov, vse manj novomašnikov. Povprečna starost slovenskega duhovnika, mislim, da je v lanskem letu dosegla povprečna starost, kaj mislite, koliko? 55. 63. Hudo je, ne? Govorimo pač o kompleksnih procesih sekularizacije, ne, ki pač najedajo velike, stare, tradicionalne religijske institucije. Ne. In zato je ta odgovor moj ni bil ciničen, težko je. Ne. Cerkev očitno ni sposobna sama vzdrževati te kulture na takšnem nivoju, na takšnem posegu, kot je bilo to v preteklosti. Država je tukaj nekaj pomaga. Ne vem pa, če bi morala več, to pa ne vem, to je pa stvar kompleksne debate, so razlogi za in razlogi proti, pa nimamo zdaj pa malo časa, da to odpremo, tako. Ampak to je nek problem, s katerim se srečujemo povsod po Evropi. Vse veste, krščanska kultura je v praksi najbolj živa v Južni Ameriki, v Afriki, v Evropi pa je precej lena in tako. A je temu kriva predvsem, ne vem kaj, laična javnost, pa sekularizacija, pa sovražniki, nasprotniki religije, ne vem, do neke mere je, ampak jaz mislim, da je še bolj za to zaslužna sama cerkev, ki je sprejela ogromno napačnih odločitev in ki je neko kulturo goji, ki je problematična, zelo problematična. Kultura zatiranja vsake kritične misli in izjave, kultura zaščite cerkve in cerkvenih dostojanstvenikov za vsako ceno. To, kako je dopustila cerkev, da so se spolne zlorabe razrasle do tako neverjetnih razsežnosti in je vse do nedavnega naredila vse, da se ne bi to razraslo in tako naprej, to seveda ima učinke, ljudje pač nehajo. Ne? A veste, nemške številke so nore izstopov in opaca članstva, tam se to veliko bolj vidi, ker je ljudem v interesu, da se izstopijo, ker imajo drugače urejeno, ker imajo pač davek, cerkveni davek, ki ga pobira država in tako naprej. Tako da jaz kot religiolog in tudi kot državljan, mislim, da je pač to je problem, ne? Da pač katoliška kultura, ki je izjemno pomemben del slovenske kulture, da je v zatonu, na nek način v zatonu. Mislim pa, da je verjetno glavni del odgovornosti za to, da bi bilo drugače na sami cerkvi, ki ima kar nekaj resursov, pa jih mislim, da bi jih lahko drugače prerasporedila kot jih. Država mislim, da pri temu kar dobro pomaga. Tako no. Kar se pa tiče verouka v šolah, tako ste rekli, pa seveda absolutno ne, pa tako je pa to spet ena kompleksna zgodba, ne? Slovenija je, poleg Francije, edina evropska država, ki nima v šolah nobenega posebnega predmeta v religijah. Ali imajo zdaj izbirni predmet? Ima izbirni predmet verstva in etika, ki je izbirni, ki pa ga je v najboljšem letu izbralo malo manj kot 3% učencev, danes pa ga je že dolgo manj kot 1%. Mi smo se odločili za model, po katerem pač nimamo posebnega predmeta, ampak poučujemo o tem tam, kjer pač se nekako pojavi vsebinsko, skratka pri jeziku, pri zgodovini, pri ne vem kaj. Ampak potem nismo nič naredili na tem naprej. Ne? Jaz že dolgo časa, ampak res dolgo, pred 3 leti sva izdala s kolegico mlajšo knjigo Religija in šola in sva tam to popisala, 11 evropskih držav sva primerila in tako. Naslednji teden imamo v Kopru mednarodni posvet, kamor sem uspel dobiti najboljše strokovnjake iz Skandinavije, ker imajo drugačen pristop. Skandinavci, Švedi, predvsem Danci imajo že 100 let obvezen pouk religije v osnovnih in srednjih šolah, ki je pouk religije, ki je daleč od verouka, ki je religiološko utemeljen pouk, ki je znanstveno utemeljen pouk, ki je obvezen za vse, kjer se vsi skupaj, kristjani, takšnih in drugačnih denominacij, z muslimani in ateisti, učijo o religiji, tako kot se učijo o zgodovini. Ne? In je to nekaj, kar mislim, da je družbeno zelo, zelo pomembno in koristno in tako. V Sloveniji slovenska javnost ni naklonjena verouku, tudi med katoličani, med tistimi, ki se sami imajo za katoličanke in katoličane, je večina proti temu, da bi bil verouk v šolah.
Zato tudi cerkev te ambicije, ki je nikoli ni opustila, ni mogla zares usiliti, za razliko od recimo Hrvaške, ker se je čez noč to zgodilo z nekim sklepom na četrtkovi seji vlade. Ne? Tako da mislim pa, da je to problem, zelo očiten problem, zelo velik problem, da v slovenski družbi zelo malo vemo o religiji kot zelo kompleksnem in še zmeri zelo pomembnem družbenem, kulturnem in še kakšnem drugim dejavniku. Zelo malo vemo, zelo smo podizobraženi. V Kopru imamo naslednji petek, tudi okroglo mizo, če kdo zna angleško, pridite, pridružite se nam, kjer bomo govorili o konceptu religijske pismenosti. Religijska pismenost je nek koncept, ki ne pomeni o tem, kako smo ljudje religiozni ali ne. Tudi ne o tem, kako poznamo svojo religijo ali ne, tako razumemo, kaj religija je, kako so nastale različne religije, kako religija vpliva na naše življenje tukaj in zdaj. Ne? In v tem delu sveta smo tukaj zelo slabi. Vse druge države na področju bivše Jugoslavije imajo v šoli verouk, mi tega nimamo. Jaz mislim, da ni dobro, da imamo v šoli verouk kot del šolskega kurikuluma. Zakaj to ni dobro? Zato, ker pač to učence vzgaja v neko religijo. Ne? In če imamo nevtralno državo, kar mislim, da je dosežek, to je ena od tistih stvari našega načina življenja, je nevtralna laična država, ne? Sekularna laična država. Ne sme biti sekularna, to potem v Sloveniji pogosto dobijo ljudje ošpice iz upravičenega, razumljivega razloga, ker je pač sekularna laična država v času socialistične Jugoslavije pomenila religijo izganjati in tako naprej. To ni bila neutralna sekularnost, to je bila ideološko obtežena sekularnost, ki je bila religiji sovražna in je drugo ideologijo neke oblike marksizma, ne vem, če se še nadomeščala s tem. Ne? Ampak neutralna laična sekularnost je razsvetljenska pridobitev, ki šele omogoči religijsko svobodo. Prej sem govoril o teh dolgih procesih, če smo prišli do tega, da imamo pluralno družbo, potem moraš ustvariti neutralno okolje, da so lahko vsi različni, da so lahko to, kar so. Ker če ni neutralnega okolja, potem ne morajo biti, potem tisti, ki je največji, odloča vsem. Žal se svet v to smer spet obrača, da tisti največji, najmočnejši bi želeli odločati vsem in to je vojna našega časa in naše bitke. No. Ampak tako, v tem smislu mislim, da je dobro, da nimamo verouka v šoli, mislim pa, da je dobro in da država mora, če je potreba takšna, tudi pomagati religijskim skupnostim, da to vrstne verouke organizirajo same, ker je to njihova naloga in če rabijo pomoč, mislim, da lahko država tukaj bi kaj naredila. Če se tako demokratično odločimo in to v zakone zapišemo. Mislim pa, da je zelo slabo in mislim, da se nam vidi, jaz to kot religiolog vidim na dnevni bazi, da v tej družbi zelo manjka osnovnih znanj o religiji kot konceptu in o različnih religijah, kot živijo okrog nas. Hvala, Aleš. Na tej točki bom žal mogla prekiniti debato, ker bo počasi knjižnica zaprta. Rada bi se vam vsem v prvi vrsti zahvalila, da ste se udeležili Reflektorja in pa predvsem tudi, da smo lahko ustvarili varen prostor diskurza in kulturne debate, ki upam, da ga boste lahko prenesli tudi navzven. Vse vas pa toplo vabim tudi prihodnji mesec in še mesec zatem. Prvi četrtek v aprilu bomo z Aljošo Harlamovim govorili o tematiki branja, stanja knjig, o tem, ali še beremo, zakaj beremo, zakaj ne beremo, kaj se dogaja z založništvom. Prvi četrtek v mesecu maju pa bomo z doktorjem Danom Podjedom govorili o tem, na kakšen način je digitalni svet vplival na človeka in na njegov odnos do skupnosti. Se pravi, pred pojavom interneta, s pojavom socialnih omrežij in po pojavu umetne inteligence. Lepa hvala, dr. Aleš Črneš, da si na ta